ravno zato je nekako duševno zdravje zelo pomembno tudi v času nekih izrednih, nekih novih razmer. Kadar pa čutimo nek primanjkljaj oziroma nezadovoljstvo z našo socialno mrežo, z našimi socialnimi odnosi, takrat pa govorimo o socialni osamljenosti. Skrbelo jih bo, kakšna bo nova realnost, koliko časa bodo epidemiološke razmere trajale. Skrbele pa so jih tudi socialne in politične posledice. Številni so omenili tudi, da so spoznali, da so bolj kot materialne dobrine pomembni ljudje okoli nas. Pozdravljeni tudi v najinem imenu, sva Vanja in Nina iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora in bova danes predstavili našo raziskavo, izvedeno v času razglasitve epidemije COVID-19. Duševno zdravje je pomemben del splošnega zdravja. Namreč tako duševno zdravje kot fizično zdravje ne moreta obstajati eno brez drugega. Svetovna zdravstvena organizacija tako na primer duševno zdravje opredeljuje kot stanje subjektivnega blagostanja oziroma dobrega počutja, v katerem posameznik prepoznava lastni potencial, zmore produktivno delati, zmore nekako se spoprijemati z nekimi običajnimi stresnimi situacijami in pa lahko vrača tudi nek svoj prispevek skupnosti. Lahko rečemo torej, da gre v bistvu za neko kapaciteto vsakega posameznika, ki nam omogoča, da lahko živimo polno, izpopolnjujoče življenje. Zdaj, kadar pa se soočamo z nekimi stiskami, z nekimi težavami v duševnem zdravju, takrat pa je ravno ta kapaciteta lahko ogrožena in takrat se lahko soočimo tudi z nekim oslabljenim delovanjem, ki pa ne zadene samo nas, ampak vpliva tudi na oslabljeno delovanje naše družine in pa tudi na oslabljeno delovanje morda celotne skupnosti. In ravno zato je nekako duševno zdravje zelo pomembno tudi v času nekih izrednih, nekih novih razmer. Namreč nepredvidljivost situacije, grožnja lastnemu obstoju, obstoju drugih, vse to lahko krepi strah v nas, kar pa lahko potem vpliva na to, da se primarno fokusiramo predvsem temu, kako bomo zagotovili lastni obstanek. Vendar pa moramo vseeno biti pozorni tudi na svoje duševno zdravje, saj bo imelo, pa že ima to pomembno vlogo tako pri spopadanju s kratkotrajnimi, kot pri spopadanju z dolgotrajnimi posledicami te epidemije. Pandemija je imela, sodeč po rezultatih številnih raziskav, kar nekaj neposrednih vplivov, ki smo jim bili lahko priča v preteklih mesecih. Ti so se na primer kazali kot psihološke reakcije na to nepredvidljivost situacije, in sicer preko čustvenega distresa, preko nekih obrambnih reakcij in pa tudi v bolj ali manj prilagojenih vedenjih, kot so bila na primer praznjenje trgovin oziroma polic s hrano. No, ta vedenja so služila predvsem temu, da so skušali ljudje v tej nepredvidljivi situaciji nekako zagotoviti vsaj del nadzora oziroma si prevzeti vsaj del kontrole torej nad to nepredvidljivo situacijo. Pandemija torej ni imela, kakor opažamo sedaj, le neposrednih vplivov, ampak je imela tudi posredne vplive, in sicer preko raznih omejevalnih ukrepov, ki pa so bili za marsikaterega posameznika tudi oziroma so mu predstavljali dodaten izziv. To je dodatno okrepilo njegov strah, vplivalo na doživljanje depresije, anksioznosti, znižalo subjektivno zadovoljstvo in podobno. In ravno ti vidiki, torej vidiki, ki so bili nekako posledica karantene, izolacije, tudi socialnega distanciranja,
so nas v okviru torej našega Slovenskega centra za raziskovanje samomora zanimali, zato smo oblikovali raziskavo, s katero bi te vidike skupaj z nekimi skrbmi, skupaj s potrebami, ki jih ljudje imajo v tem času, tudi preučili. Zdaj, fokus raziskave in pa podrobne značilnosti te raziskave, ki smo jo izvedli v času, ko so bili nekako te omejevalni ukrepi in pa sama epidemija na vrhuncu, so predstavljeni na zaslonu. Bi pa pri tem poudarila, da kot lahko tudi sami vidite, so pa bili oziroma je bil ta vzorec morda se ni povsem ujemal s sestavo vzorca slovenske populacije, kar pomeni, da moramo pri ugotovitvah, ki jih bova predstavljali v nadaljevanju, nekoliko bolj previdni, vsekakor pa jih ne smemo zanemariti. Najprej bi tako predstavila nivo osamljenosti, in sicer osamljenost smo raziskali, ker lahko negativno vpliva tako na naše fizično kot na naše duševno zdravje. In sicer osamljenost pojmujemo kot neko subjektivno nezadovoljstvo s tem, torej s kvaliteto oziroma kvantiteto naših odnosov, ki je nekako posledica tega, kako sami, torej mi sami vrednotimo naše odnose z drugimi. Kadar čutimo nezadovoljstvo v naših najbolj tesnih, torej naših intimnih odnosih, takrat govorimo o emocionalni osamljenosti. Kadar pa čutimo nek primanjkljaj oziroma nezadovoljstvo z našo socialno mrežo, z našimi socialnimi odnosi, takrat pa govorimo o socialni osamljenosti. No, in v naši raziskavi smo ugotovili, da sta bila nivoja emocionalne in pa socialne osamljenosti relativno podobna, oziroma je bil, kakor vidite na zaslonu, nivo emocionalne osamljenosti nekoliko višji. No, naša druga raziskava, ki pa smo jo izvedli v okviru projekta Pisme duš, pa je pokazala nekoliko drugačno sliko. Ampak preden gremo k temu, bi samo poudarila, da gre pri obeh raziskavah, kakor vidite na zaslonu, za dva različna vzorca, in zato neposredna primerjava teh ugotovitev ni najbolj primerna, vseeno pa teh ugotovitev nikakor ne smemo zanemariti. Torej, če pogledamo na zaslon, vidimo, da sta pravzaprav v obeh raziskavah nivoja splošne osamljenosti bila relativno podobna, medtem ko do glavnih razlik prihaja, da je bila v raziskavi izvedeni pred epidemijo, torej v raziskavi Pisme duš, povišana socialna osamljenost, medtem ko je bila pa v raziskavi med epidemijo povišana emocionalna osamljenost. Zdaj, če razmislimo, da je bila ta raziskava, torej ta slednja raziskava, opravljena v času, ko so bili nekako omejevalni ukrepi najbolj na vrhuncu, se pravi, ko smo bili v obdobju karantene, izolacije, socialnega distanciranja, morda ta zadnja ugotovitev nekoliko preseneča. Vseeno pa, če pomislimo, pa je bilo to tudi obdobje, ko so bili na primer intimni partnerji v večji meri nekako primorani preživeti večji del dneva skupaj. Bile so zaprte razne institucije, marsikdo je moral delati od doma, kar pomeni, da v primeru, da se recimo partnerja tega nista bila navajena, je lahko to enemu ali pa morda obema predstavljalo težavo. Prav tako se je lahko morda zgodilo, da zaradi tega, ker sta bila nekoliko več časa skupaj, da se je izrazila morda nekatera težava v njunem partnerskem odnosu, ki je bila sicer prej že prisotna, a morda zaradi značilnosti nekega vsakdanjega življenja, zaradi nekega vrveža in pa drugih zahtev, ta težava ni bila toliko izostrena. Vse to torej lahko vpliva na naše manjše zadovoljstvo z našim intimnim partnerskim odnosom, in to pa lahko potem vpliva na višji nivo emocionalne osamljenosti.
Potem po drugi strani pa smo torej opazili, da pa je bila socialna osamljenost pa nekoliko višja. No, to pa bi lahko pripisali morda tudi temu, da so se ljudje kmalu po razglasitvi omejevalnih ukrepov so poiskali alternativne možnosti, se recimo slišali s svojimi socialnimi stiki preko nekih alternativnih opcij, kot so videoklici, videokonference in podobno, ter na ta račun torej pomagali zadovoljiti to željo po stikih in s tem tudi znižati socialno osamljenost. To je vsekakor pomemben dejavnik, ki lahko pomaga znižati osamljenost, ščititi naše duševno zdravje. Poleg tega pa so recimo uporabni vsekakor tudi drugi načini, torej ne le te alternativne možnosti, ampak tudi različne tehnike, kot so na primer tehnike sproščanja, tehnike čuječnosti, ki so uporabne tudi v povezavi z našo naslednjo ugotovitvijo. Namreč ugotovili smo, da so udeleženci v raziskavi izvedeni med epidemijo izražali nekoliko nižje subjektivno zadovoljstvo z življenjem. Še bolj nekako zaskrbljujoče pa je dejstvo, da smo ugotovili, da je precejšen delež, kakor vidite na zaslonu, izražal tako znižano subjektivno zadovoljstvo z življenjem, da je bilo pri teh udeležencih tudi moč opaziti torej simptome, ki so lahko značilni tudi za depresijo. Zdaj za recimo neko primerjavo, čeprav neposredna primerjava ni mogoča, pa torej lahko vidimo, da pa v raziskavi Piš-Smeduš, ki je bila izvedena pred epidemijo, da pa so torej udeleženci, oziroma da je bil delež udeležencev, ki so izražali tako nizko oziroma znižano subjektivno zadovoljstvo, da pa je bil torej ta delež precej nižji. Zdaj, preden pa karkoli sklepamo, pa bi vseeno poudarila, da se moramo spomniti, da je bila torej ta raziskava med epidemijo opravljena v času, ko so bili nekako vsi omejevalni ukrepi najbolj na vrhuncu. Tudi situacija je bila za nas še relativno nova, kar pomeni, da so lahko neke take psihološke reakcije, kot so tudi nenazadnje znižano subjektivno blagostanje, depresivno razpoloženje, anksioznost, tesnobnost. Vse to je lahko torej do določene mere povsem običajna reakcija na neko novo, nepredvidljivo, neobičajno torej situacijo. Tako da lahko tudi predvidevamo, da se bo večina ljudi, torej večina posameznikov s časoma nekako znala, torej uspela uspešno prilagoditi brez nekih večjih duševnih posledic. Vseeno pa moramo biti pozorni tudi na tisto skupino ljudi, ki pa ima določene težave oziroma je morda nekoliko bolj ranljiva in pa lahko torej te neke posledice tako omejevalnih ukrepov kot epidemije same, torej neke te obstoječe stiske, neke težave še poslabšajo. Kot je povedala že kolegica, so torej določeni kazalniki duševnega zdravja v tem času oziroma v času izrednih razmer znižani. In v nadaljevanju raziskave nas je podrobneje zanimalo, kaj je tisto, kaj kljubuje tem znižanim kazalnikom zdravja. Če se spomnimo na čas, ko so bili omejevalni ukrepi na vrhuncu, se lahko spomnimo, da so bile takrat prisotne tudi številne spremembe na delovnih mestih. Številni zaposleni so v tistem času delali manj, delali več, spremenili lokacijo dela in podobno. Vse to bi lahko vplivalo na spremembe v duševnem zdravju. V nadaljevanju nas je torej zanimalo, ali spremembe na delovnem mestu vplivajo na občutke tesnobnosti in pa znižujejo psihološko blagostanje. Zanimalo nas je, ali grožnja za izgubo zaposlitve, spremenjena količina dela in pa grožnja za okužbo na delovnem mestu, bodisi pri sebi, bodisi pri drugih, vpliva na kazalnike, ki sem jih prej omenila.
V raziskavi smo ugotovili, da je okoli 1/3 udeležencev poročala o grožnji pred izgubo zaposlitve. 1/3 je poročala o tem, da je v času izrednih razmer delala manj, 2/3 je delala več, medtem ko je 1/3 ohranila količino dela. Dobra tretjina udeležencev je poročala o tem, da so na delovnem mestu čutili grožnjo za okužbo. Skoraj polovica pa je bila takih, ki so poročali, da so grožnjo za okužbo čutili njihovi bližnji oziroma tisti, s katerimi so si delili gospodinjstvo. Rezultati naše raziskave so pokazali, da je izmed vseh naštetih dejavnikov zgolj grožnja po izgubi zaposlitve vplivala na povečane občutke tesnobnosti. To pomeni, da so posamezniki, ki čutijo grožnjo, bili bolj tesnobni in bolj zaskrbljeni. Ti rezultati so v skladu z rezultati raziskav iz tujine. Te namreč kažejo, da je izguba zaposlitve izjemno stresen dogodek. Kažejo pa tudi, da je lahko grožnja po izgubi zaposlitve celo bolj stresna od izgube same. V času izrednih razmer je bila stabilnost zaposlitve nezagotovljena. Številni so torej lahko trepetali potem, ali bodo po koncu teh razmer še obdržali svoje delovno mesto, in za številne je bil ta strah upravičen. Videli smo, da so bili to predvsem zaposleni v privatnem sektorju in delovno aktivni študentje. To so bili predvsem tisti, ki v času izrednih razmer svojega dela niso mogli opravljati, poleg tega pa za nezmožnost opravljanja dela niso prejemali denarnega nadomestila. Nadalje smo opazili, da pa spremembe na delovnem mestu niso znižale psihološkega blagostanja. Torej, stres povezan z zaposlitvijo ni bil vzrok, da ljudje niso začutili polnosti življenja oziroma da so se v tem času morda počutili slabše. Iz tega sklepamo, da zaposlitev morda ni glavni razlog za slabše kazalce duševnega zdravja v tem času. Nadalje pa smo ugotovili, da je bil močen napovedovalec povišanega občutka tesnobe in pa znižanega psihološkega blagostanja strah pred okužbo. Strah pred okužbo je močneje napovedoval omenjene kazalnike od sprememb v zaposlitvi. Strah pred okužbo je seveda neka naravna reakcija na dane razmere. Ne zgolj naravna, pač pa ima tudi svojo funkcijo. Strah pred okužbo nas namreč ščiti pred tem, da se izpostavljamo nevarnosti, in na ta način nas vodi v vedenja, ki nas zavarujejo, in tako lahko skupaj preprečujemo širjenje epidemije. Problematičen pa postane, ko je ta strah bolj izrazit, ko ga čutimo dlje časa in ko ovira naše vsakdanje delovanje. Vemo, da je bilo naše vsakdanje delovanje v času izrednih razmer ovirano tudi zaradi drugih razlogov. Kombinacija vseh teh dejavnikov je lahko pri nekaterih pripeljala do tega, da so občutili resnejše težave v duševnem zdravju. Omeniti velja, da kljub temu, da tukaj govorimo o vzrokih, naš metodološki postopek ne omogoča, da lahko vzroke natančno določimo. Smer vplivanja je lahko namreč tudi drugačna. Morda ljudje, ki so bolj tesnobni, so bolj dovzetni za to, da čutijo grožnjo po izgubi, da občutijo višje občutke strahu. Potrebne so torej dodatne raziskave, s katerimi bi lahko bolj natančno opredelili smer vplivanja, s katerimi bi lahko bolj natančno opredelili ranljive skupine in pa spremljali, kako se je duševno zdravje zaposlenih spreminjalo, medtem ko je epidemija napredovala. V nadaljevanju pa smo želeli pridobiti bolj podroben pogled na to, kaj so naši udeleženci med epidemijo doživljali. Torej, kaj je bilo tisto, ki jih je v času izrednih razmer najbolj skrbelo, kaj so si želeli na področju psihološkega svetovanja, na področju strokovne pomoči. Rezultati so pokazali, da so udeleženci izražali številne skrbi povezane z boleznijo. Skrbelo jih je, ali bodo zboleli sami, bali pa so se tudi za zdravje svojih bližnjih. Skrbelo jih je na primer, ali bodo okužili bližnje, ne bodo prepoznali simptomov in tako nevede povzročili škodo. Nadalje so bili zaskrbljeni, kdo bo skrbel za njihove otroke v primeru, da bodo okuženi. Skrbelo jih je tudi, ali bo prišlo do masovne okužbe in potencialne preokupacije zdravstvenega sistema, kot se je to zgodilo v nekaterih drugih državah.
V tem času so izražali tudi marsikatere skrbi vezane na nepredvidljivost prihodnosti. Skrbelo jih bo, kakšna bo nova realnost, koliko časa bodo epidemiološke razmere trajale. Skrbele pa so jih tudi socialne in politične posledice. Nadalje so bili zaskrbljeni glede ukrepov. Skrbelo jih je, ali bodo ukrepi močno spremenili njihov način življenja, ali bodo zaradi ukrepov imeli dlje časa otežen dostop do določenih storitev. Bali so se za prihodnost svoje službe, nenazadnje pa jih je skrbela tudi finančna kriza. Izražali so skrbi, da drugi ljudje ne bodo upoštevali ukrepov in bodo tako širili epidemijo. Udeleženci so izražali tudi skrbi povezane z blagostanjem. Skrbelo jih je, kako se bodo v tem času počutili oni, kako se bodo počutili njihovi bližnji. Določene je skrbelo, kako bodo lahko potovali. Skrbelo jih je tudi, kako se bodo izobraževali. Vemo namreč, da je bil proces izobraževanja prekinjen, spremenjen in številni so izražali skrbi povezane s tem. Pozabiti pa ne smemo tudi na nekatere skupine, ki so bile v tem času morda bolj ogrožene. Nosečnice so namreč izražale skrbi, kako bodo lahko opravile svoj porod in kako bo ta izgledal. Na področju psihološke pomoči in podpore so udeleženci izrazili željo po brezplačnem in dostopnem svetovanju. Predlagali so tudi telefonska svetovanja in poudarili, da bi bilo več pozornosti potrebno nameniti ranljivim skupinam, kot so nosečnice, starejši, žrtve nasilja. Veseli smo, da so bile številne izmed teh potreb slišane in naslovljene. Nadalje so udeleženci izražali željo po konkretnih informacijah o tehnikah motiviranja, o tehnikah sproščanja in pa o načinih, kako se spoprijeti z izzivi, ki jih je epidemija prinesla. Med temi velja omeniti izolacijo, stres, strah in pa občutke nemoči, ki so bili v teh časih pogosti. Nadalje jih je zanimalo, kako vzdrževati in krepiti duševno zdravje. Želeli pa so si tudi več pozitivnih informacij, več informacij, ki bi umirile paniko, ki je nastajala v tistem času. Poleg vseh skrbi, ki so nastajale v tem času, pa smo želeli izvedeti tudi, kaj je bilo tisto pozitivno, kaj je bilo morda tisto, kar so udeleženci opazili, da je njihovo življenje v tistem času krepilo. Udeleženci so poročali, da so v tem času prepoznali številne spremembe pri sebi. V tem času so imeli manj vsakdanjih aktivnosti in umirili so se stresorji, s katerimi se sicer soočajo. To jim je omogočalo, da so imeli več časa, da so se posvetili aktivnostim, ki so jim res všeč. Nekateri so nadgradili hobije, ki so jih začeli pred časom, drugi so začeli z novimi aktivnostmi. Na ta način so krepili svoje lastne vrednote, prioritete, spoznavali lastno moč. Številni so omenili tudi, da so spoznali, da so bolj kot materialne dobrine pomembni ljudje okoli nas. Poročali so, da so z bližnjimi preživeli več časa, da je bil ta bolj kakovosten in pa da so z njimi zgradili tesnejše odnose. To lahko tudi pojasni rezultate, ki jih je prej omenila sodelavka, rezultate povezane z zmanjšano socialno osamljenostjo. Nadalje pa so udeleženci poročali tudi o tem, da so opazili čistejše okolje in pa manj onesnažen zrak. Opazili pa so tudi nekatere spremembe v družbi. Poročali so o tem, da na nek način družba v tem času postaja bolj solidarna, zaslediti pa je bilo tudi timski duh in medsebojno pomoč. Naše raziskave so potrdile mnenje nekaterih strokovnjakov, da je epidemija, ki smo ji bili priča, terjala svoj davek na področju duševnega zdravja. To je bilo zaznati predvsem pri posameznikih, ki so bili že pred epidemijo bolj ranljivi za razvoj določenih težav in pa ki jih je epidemija huje prizadela. Vendar pa sklepamo, da kljub poslabšanju situacija ni tako kritična. Ljudje smo namreč sposobni številnih prilagoditev in tudi v tem času smo pokazali, da smo zmorani odreagirati in pravilno ukrepati na tako nenavadne situacije, kot smo ji bili priča. Dokazali smo tudi, da ne le, da znamo pomagati sebi, pač pa znamo priskočiti na pomoč tudi drugim, če so te v stiski.
Vse, ki morebiti čutite, da je vaše duševno zdravje ogrožene oziroma zaznavate stiske, pa vabimo, da se obrnete na našo spletno stran zivziv.si oziroma na spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer boste dobili informacije o tem, kako poskrbeti za svoje zdravje in pa kam se lahko obrnete po pomoč. Med drugim se lahko obrnete tudi na centre za duševno zdravje odraslih in centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki po celotni Sloveniji nastajajo v okviru nacionalnega programa za duševno zdravje.